Pozdravljeni. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Bliža se referendum o pokrajinah, zato so skupaj nastopili koalicijski poslanci Franc Pukšič iz SDS, Martin Mikolič iz NSI in Kristan Janc iz SLS. Vsi trije so referendum z zadržki podprli. Mikolič pa je bil začuden nad ravnanjem opozicije. Nekako me spominjajo na tisto mlado dekle, ki bi rada, se veste kaj, pa ostala nedolžna. Politika bi rada, saj veste kaj. Ker je posvetovalni referendum organiziran tako, da je mogočih veliko število različnih odgovorov, se postavlja vprašanje interpretacije rezultatov. Celo Franc Pukšič ima glede tega nekaj pomislekov. No ja, res je, da smo bogovi. Provali pa bomo čim bolj po volji ljudi to narediti. Janc pa nam je povedal, da takle pač imamo. Kljub temu, da mnogi ljudje mislijo, da je nepotreben referendum, da mislijo, da je to stvar državnega zbora in politika je zadoča, ne da prepuščamo obveznostim državljani. Tu mnogi uporekajo te zadeve, tudi za voljo tega mnogi ne bodo šli na volitve, ker to ni njihova dolžnost, da oni odločajo pokrajine, pa odločajo poslanci, poslani v državni zbor, zato plačani to funkcijo in tako naprej. Ampak vendarle, tako je prišlo, to je. Podobno kot koalicijski poslanci so svoja stališča do referenduma predstavili predsedniki opozicijskih LDS, Zaresa in SD. Katarina Kresal, Gregor Golobič in Borut Pahor so ljudi pozvali, naj se referenduma udeležijo. Predlagani pokrajinski zakonodaji pa nasprotujejo. Pahor je ob tem opozoril, da vlada želi uvesti pokrajine brez konsenza političnih strank. Žal se je ta koalicija v tistem pomembnem trenutku odločila napačno. Odločila se je, da bo poskušala uvesti pokrajine za vsako ceno. Poskušala jih bo uvesti za zelo visoko ceno. Ljubljanski Zoran, župan Jankovič, ki se bo v petek na to temo sestal s predsednikom vlade, je bil glede nedeljskega referenduma še bolj jasen. Jaz še enkrat pravim, kot tisti, ki sem predlagal že 5. februarja 2007 pokrajino, sem se zadovoljen, da bom še enkrat pozval vseh medij, tudi vas prosim, Ljubljančane, da ne grejo na ta referendum. Ker to je cirkus, to ni referendum. O ljubljanski džamiji, žrtvi nekulture in pogoltnosti, komentar dneva Miha Jazbinšek. Župan Jankovič in minister Simoniti sta neverodostojna pametnjakoviča in nekulturna prepirljivca okoli strategije kulture mestne občine Ljubljana. Na primeru džamije sta skupaj s svojima oprodama, podžupanom, profesorjem arhitekture mesta Janezom Koželjem in generalnim direktorjem direktorata za kulturno dediščino dr. Damjanom Prelovškom grobarja civilizirane arhitekture mesta in varstva kulturne dediščine. Še do danes v mestnem svetu nismo bili seznanjeni, da je Koželj tajno in na fuš avtor urbanističnih pogojev za območje v Parmovi, od Kurilniške do Samove, in 3 variant zasnove džamije, ki so iz ene roke kar eno in isto. No, Kučan jih je pravi videl. Z gradivom, ki je prispelo za naslednjo sejo, pa smo priča Koželjevemu intelektualnemu izdajstvu arhitekture in mene osebno, kar mu je zmuzljivemu arhitekturnemu PR publicistu itak lastno. Takoj po nastopu mandata me je Jankovič zaprosil, da s Koželjem določiva optimalno lokacijo za džamijo v Ljubljani. Izbrala sva vogal Parmove in Kurilniške, nasproti tiskarne Delo, blizu železniške in avtobusne postaje, zaradi integracije v ansambl z drugimi sakralnimi objekti proti Tivoliju in integracije v porajajoči se ljubljanski Manhattan z vizualnim predprostorom dobovarca. On pa je tajno izpeljal integracijo džamije v stanovanjsko okolje Medvedove in Ruske v Šiški in novih energoplanovih stolpnic v Parmovi višine 40 metrov, kamor se bo z enako visokega minareta gledalo v lonec le čez stanovanjsko cesto, saj je džamija brez vsakršnega predprostora. Džamijo je za 200 metrov umaknil kar na mejo s Šiško, kjer strateški prostorski načrt MOL predvideva iztek zelenega klina med krakoma Šiške in Bežigrada in zazida vplivno območje 2 kulturnih spomenikov, železniških delavnic in postaje v Šiški, tako da se džamija svojo zadnjo stranico zarine mednje, postaji pa se približa za širino tiro 45 metrov. In prisilil je Prelovška, da izda smernice, ki to dovoljujejo. Posledice pa so:
MOL po nepotrebnem odkupi 5000 metrov kvadratnih od Slovenskih železnic za 2 milijona evrov. Slovenske železnice prodajajo spomenik po kosih mimo zakonsko predpisanega odgovornega trgovca z dediščino. Islamisti morajo odkupiti več kot 1,5 hektarja. Islamisti so ogoljufani za dovoz s kurilniške in morajo sfinancirati infrastrukturo in najdaljši možni dovoz, ki bi sicer moral bremeniti energoplan, seveda z potrebnimi rušenji kalkulirano goljufivo premalo na 2,2 milijona. Zemljišč ne bodo dobili po 150 evrov na meter kvadratni. Dragi Koželj, vse to zaradi načrtovanega preširokega kompleksa stolpnic med Parmovo in Džamijo, da bi ja imel energoplan in nekaj drugih, tudi MOL, tu ekstra profite. Šport in futsbal. Na Evropskem nogometnem prvenstvu so si v zadnjem krogu skupine smrti mesto v četrtfinalu ob Nizozemcih zagotovili še Italijani, ki se bodo v četrtfinalu pomerili s Španci. Italijo je z bele točke v vodstvo popeljal Pirlo, končnih 2-0 pa je postavil De Rossi. Romuni pa so bili nemočni proti rezervni postavi Nizozemske, ki je slavila z 2-0. V Mariboru bo leta 2013 potekala zimska univerzijada. Mnenja o tem, ali je Maribor zares pripravljen in kako pomembna je sploh ta prireditev, so v mestu ob Dravi precej deljena. Tone Vogrinec glede tega nima pomislekov, celo glede skokov. Glede, gre za dve veliki skakalnici, 120 in 90 metrov. Jasno, lahko bi teoretično to bilo v planici, ampak potem Maribor za vse večne čase ne bi imel skakalnice. Če hočemo, da se ta šport razširi, in kar je še pomembno, če primerjamo od zimskih športov skoke in ostale discipline, skoki so daleč najcenejši šport. Cel ta štajerski bazen bo lahko črpal kadre, mlade skakalce in bodo tukaj na teh skakalnicah lahko trenirali. Kolikor tega ne bi bilo, niti eden se ne bo vozil planico. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Na projekciji v ljubljanskem kinoklubu Vič je Tomo Križnar predstavil celovečerni dokumentarni film Darfur, vojna za vodo. In hkrati tako daleč od ljudi in bliz bogov ali pa vesolja, kakor češ. Bi lahko naredili senatorij za tiste politike, ki zdaj ne naredijo nič spodaj, da se bojo tlega lahko skrili, da jih publika ne bo linčala. Ko se bo enkrat vse ozaveslo, kako malomarn, kako ignoranten so odnašali. Zavod za kreativno produkcijo MZIN je v sodelovanju z galerijo Fotogalerija pripravil razstavo Sarah Moon. Predstavila nam jo je Jasna Rackov. Ime razstave celotnega ciklusa je Cirkus. To pomeni predstavljajo zgodbo, ki je vezana za zgodbo Hansa Christiana Andersona, Deklica z žigalicami. In iz tega je nastal tudi istoimeni film, ki ga je posnela avtorica. In predstavljen je tukaj v obliki filma in v obliki razstave. Še vreme? Danes je polna luna. Za božjo voljo vzemite si ga na Easy. Easy. Lahko. 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 Lahko, laško. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.